16 tekmovalnih in 18 radijskih dni ob slovenski hiši v Parizu. Začelo se je s prihodom našega terenskega studia, ki je bil tehnično vozlišče in središče Vala 202. Ena taka zanimivost je bila, da prvi dan postavimo kamion namero kot dogovorjeno, potem pa drugi dan so se plani malo spremenili, pa smo mogli spet malo premakniti, pa ponovno pač vse postaviti. Logistično kompleksen radijski projekt je mala malica v primerjavi z igrami samimi. Olimpijado vidiš na televiziji, potem pa vidiš prizorišča, prostovoljce, stavbe, uživo in to je, kako izraste iz nič nekaj, kar deluje, kjer so vsi prijazno ti pomagajo, če znajo ali ne, in od dneva nič je stvar funkcionirala, kar je bilo dejansko zame, za Francoze, presenečenje. Pariz je dobil olimpijsko preobleko, v kateri smo se odlično znašli. Odlično so se organizatorji iger pripravili na nas, obiskovalce, na tiste, ki Pariza ne poznamo tako zelo dobro, zlasti pa ne tukajšnjih olimpijskih prizorišč, in na vlakih, avtobusih, tramvajih, na vlakih podzemne železnice so povsod na tistem zemljevidu postaj, na katerih je mogoče izstopiti, posebej označili olimpijska prizorišča in nam zares olajšali s tem delo tudi potem ob izhodu z vseh teh sredstev javnega prevoza, so nas odlično usmerjali in zares so bile te poti po olimpijskih prizoriščih v Parizu in tudi v njegovi bližini za nas zelo enostavne in poti do njih v resnici prav nič stresne. Zdi se mi, da so igre dale Parizu poseben čar, ampak da je tudi Pariz dal igram poseben čar, da so organizatorji res poskrbeli za to, da je bil Pariz tudi skozi športna prizorišča predstavljen kot najbolj fotogenična prestolnica na svetu. Eiffelov stolp so odlično uporabili za kuliso tako pri dobitnikih kolajn, kot tudi pri igrišču za odbojko na mivki. Tako da tu se mi res zdi, da so opravili zelo dober premislek in fantastično izbrali prizorišča. Všeč mi je tudi to, da so uporabili veliko montažnih objektov, da torej zapuščina iger nekako ostaja ne pretežko breme tudi za mestni proračun. Ostaja mi v spominu tudi pogovor s Katjo, ki ima tu v Parizu svojo kavarno in pravi, da je razmišljala pred začetkom iger, da bi imeli avgusta kar zaprto, ker tako ali tako bodo šli vsi Parižani iz mesta, ker ne želijo biti priča kaosu, ki ga bodo olimpijske igre prinesle. No, pa se to ni zgodilo in je zadovoljna, da je imela odprto, dobila ogromno novih obiskovalcev in tudi te stalne stranke so ostale. Tako da je v bistvu ta mešanica olimpijskih navijačev, turistov, meščanov zelo, zelo dobro sobivala v zadnjih tednih v francoski prestolnici. Bili smo po celi Franciji, kjer so nam bili v pomoč tudi številni prostovoljci. Slovenske slalomistke in slalomisti na divjih vodah so znani kot izvrstni krotilci divjih voda. Zato so bili v našem taboru nemalo presenečeni, kar razočarani, ko so prvič odhajali na trening v Pariz na olimpijsko progo in so videli, da leta ni tako divja, kot so bile proge na prejšnjih olimpijskih igrah. Tudi zaradi tega reševalci iz vode niso imeli nikakršnega dela, so pa zato med tekmovanjem imeli veliko dela z navijači, ki so jih prosili, da so jim namakali v nekoliko hladnejšo reko svoje majice oziroma kape, ki so si jih potem nadeli na glavo, mnogi kar z vodo v kapah. Potovali smo na jadranje v Marseille. Seveda mi bo Marseille ostal za vedno v spominu zaradi srebrne kolajne in vseh zapletov, razpletov in čakanja, ko smo spremljali Tonija Vodiška, ampak najbolj mi bo pa v spominu ostalo to, da sem pri 40 stopinjah vse skozi na robu sončarice gledal pred seboj morje, v katerega seveda zaradi olimpijskih pravil nisem smel skočiti. Ja, tega si ne bom nikoli odpustil. Bil sem na Sredozemskem morju v Marseju, nisem pa preizkusil, kakšno je. Pa z rokometaši v Lille.
Pod vtisom zadnje tekme je morda pogled na olimpijski Lille drugačen. V finišu iger v drugem tednu je bilo predvsem okrog stadiona Pierre Mauroy in strogega središča še moč občutiti drobec olimpijskega vzdušja. Sicer pa so bili ljudje prej začudeni, ko so nas videvali z akreditacijami. Ne vem pa, kako je bilo prvi teden, ko so tu igrali tudi največji zvezdniki košarkarskih reprezentanc. Nekaj prizorišč je bilo neobičajnih. Najbolj mi je bil všeč prizorišče golfa, idila, podobna veliki planini, mir, narava, to mi je bilo ful dobro. Se mi zdi, da mi je najbolj bilo všeč v pol ure izven Pariza v Versaillesu na res veličastnem konjeniškem tekmovanju z mogočnimi tribunami, ki jih nisem pričakoval in ves čas z veduto neskončnih vrtov in Versajske palače. Kramljali smo z junaki in nepričakovanimi gosti. Ja, izpostaviti moram dve sogovornici, ki sta zame najbolj zaznamovali olimpijske igre. Prva je Andreja Leški, ki me potem, ko je osvojila zlato olimpijsko medaljo v pogovoru v našem terenskem studiu, navdušila ne samo kot šampionka, ampak tudi kot zanimiva, iskrena in pristna oseba. Druga pa je 94-letna udeleženka olimpijskih iger v Londonu leta 1948, izjemna Rose Vojsk, ki je pripotovala iz daljnega New Yorka v Pariz, kjer so govorila o njeni mladosti, karieri in nasploh zelo zanimivem življenju. Največji užitek je ujeti svetovne zvezdnike na delu. Fantastičen trenutek Armanda Duplantisa na Stade de France, ko je popravil svetovni rekord v tretjem poskusu na 6:25. Prej sploh ni podrl letvice v skoku s palico, ko so se vsi njegovi konkurenti borili za medalje, je on še preskakoval višine. Potem pa tisti trenutek, pol ure zatem, ko bi se moral že končati spored na Stade de France, tisti dan pa je bilo vseh 80,000 gledalcev še vedno tam, vsi so strmeli v enega atleta, v enega športnika in ko je preskočil, ko se je zlil čez tisto letvico, fantastičen trenutek, takšnega, ki ga res nikoli ne pozabiš, takšen trenutek, ki zavedno ustane s tabo. Poleg zlate kolajne Andreje Leški mi bo najbolje v spominu ostala košarkarska tekma med Srbijo in Združenimi državami Amerike. Pa predvsem moment v mešani coni, kjer se je bilo potrebno boriti za prostor, kjer so vsi novinarji tekmovali za pozornost teh super zvezd, da bi jih le zvabili pred svoj mikrofon za kakšno minuto pogovora in pa občutek, ko se mimo tebe sprehodi LeBron James ali pa Steph Curry, ki si ga v otroških letih spremljal le preko televizijskih ekranov in sedaj preko mobilnih telefonov. To so neki momenti, trenutki, ki jih je res težko opisati z besedami. Živeli smo v polnih tribunah, praktično na vseh prizoriščih. Na golfu si bom zapomnil noro navijaško atmosfero, ki je netipična za ta šport, ko si ponavadi tiho pred udarcem igralke, bodi si na udarjališču, bodi si na končnem delu igralnega polja, torej na zelenici, ko morajo zaključiti luknjo. In to je bilo kar nekaj takšnih prizorov, ko so igralke želele udariti, začeti igro in so zastale sredi zamaha, med temi tudi Pia Babnik, ko je sosednjega igralnega polja zagrmelo. En tak primer je bil, ko je osrednja domača favoritinja Celine Boutier eno od lukenj pospravila z birdijem, so navijači francoski ponoreli, kot bi bili na nogometu in to je takrat zmotilo ravno Pio Babnik, ki je bila na luknjo pred njo. Te so bile namreč povezane, so si sledile na teh links igriščih in tega igralke niso bile vajene in nobena se ni na tem pritoževala, pravzaprav so bile navdušene, da je toliko ljudi prišlo spremljati te boje oziroma ta olimpijski turnir v golfu, pa tudi pozneje špaler za vsako igralko, navijalo se je za čisto vse so potem podpisovale vsem navzočim rekvizite, kot so kape, rokavice, žogice za golf. Zares so bili to zabavni in izjemni prizori. Bližina Francije je omogočila tudi leteče menjave ekipe. Tako sem lahko drugo polovico iger spremljal iz domačega kavča skupaj s svojimi otroki. Pravzaprav olimpijskih iger od doma nisem spremljal že vse od Sydneyja 2000, tako da je bila to posebna izkušnja.
in moram reči, da sem imel seveda veliko več časa, kot bi ga imel na terenu, tako sem se lahko posvetil povsem novim športnim panogam, ki jih nisem obvladal. Nekaj sem lahko razlagal otrokom, nekaj so oni naučili meni o teh športnih panogah, kakorkoli že, zagotovo pa smo zadnji teden najbolj napeto spremljali plezalne boje, pa Tonija Vodiška na vodi in pa tudi olimpijski košarkarski turnir. Igrali smo se s čustvi. Najbolj stresen trenutek, ki sem ga doživel v kamionetu, kot smo ljubkovalno poimenovali naš mobilni studio. V bistvu se niti ne spomnim, za katere prenose je šlo. Vem pa, da smo imeli 4 reporterje povezane iz 4 različnih prizorišč, pa še enega na čakanju, tako da je bilo že samo z koordinacijo en kup enega dela. Poleg tega imamo pa studio ob zelo glasnem odru in se znajdeš v situaciji, ko hkrati poslušaš 4 zelo hrupne stvari, slišati moraš pa ta prave informacije in skoordinirati. No. Tako da se je enkrat ali pa dvakrat zgodilo, da smo komaj speljali. Smo pa. Zame je bil gotovo najbolj čustven trenutek na teh olimpijskih igrah, ko je Janja Garambret osvojila zlato olimpijsko medaljo in ubranila naslov iz Tokija. Niti ne med samim plezanjem, ko si jo je zagotovila, temveč potem, ko je padla in ugotovila, kaj je uspelo, ko je ona postala čustvena in predvsem, ko se je objela s svojim strokovnim štabom, v živo videti ta zgodovinski dosežek je bilo res nekaj posebnega. Tudi smejali smo se. Srečam kanadsko družino, 5-člansko, torej oče, mati in 3 otroci. In zanimivo me vprašajo, če vem, kje je tukaj muzej, ker v tem okrožju, kjer smo imeli začasno bivališče v času iger, je tudi muzej in tehnološki park. In sem seveda rekel, poglejte, tamle čez reko imate obe stavbi in jih lepo napotil. Potem pa me oni vprašajo, kaj delam tukaj na igrah, pa sem povedal, da sem član radijske ekipe in da je v bližini tudi slovenska hiša. In v bližini tudi kolumbijska in brazilska in prav ponosno rečem, da lahko pridejo k nam tudi na obisk, pa me takole malce pogledajo. To je bilo že nekaj dni potem, ko smo bili pod hudo pripeko tukaj v Parizu, ko je bilo zares vroče in smo vsi že malce dobili tiste poletne barve in me vprašajo, oprostite, a ste vi iz Kolumbije mogoče? Ves čas nas je preko etra in na prizoriščih spremljala glasba. Najlepši glasbeni trenutek na letošnjih olimpijskih igrah se mi zdi, da je bil zagotovo v finalu, ženskem finalu odbojke na mivki, ko sta se v 3. nizu na mreži sporekli 2 igralki iz nasprotnih ekip in to je kar nekaj časa trajalo, potem je pa ta spor pomiril DJ, ki je takrat zavrtel pesem Imagine in je vsi ljudje na tribunah so takrat začeli peti in je precej pomirilo strasti. Dekleta so se potem na igrišču začela že smejati in to je bil res čudovit trenutek. Če je pa kakšna pesem, ki je pa še kar nekaj mesecev ne bom želela slišati, ker sem jo na olimpijskih igrah poslušala ves čas, je pa to zagotovo Freed from Desire. Občasno smo tudi dobro jedli in našli domačo gostilno. T-bone, steak. Pri Tatjani je v bistvu tukaj bila neka kelnerca, ker ne vem, kdo se je Blaž spomnil, da bi bila lahko Tatjana, da je neki Tatjani podobna in potem smo jo klicali Tatjana. Obvezno fotografiranje. Ob tem bi izpostavil tudi maskote iger. Vedno poskušam priti do fotografije z maskotami. Letos sploh nekaj posebnega, kajti Francozi se niso odločili za kakšno živalco iz njihovega okolja, pač pa so ob številnih možnostih izbrali klobuček iz francoske revolucije. Res lepo. In številni prijetni večeri pred našim studiom in na odru Slovenske hiše. V tem času se je nabralo ogromno enih trenutkov, ker je bil v bistvu vsak dan nek nepopisan list, tako da nismo vedeli, kako se bo odvijalo okoli tega prizorišča pa odra pred Slovensko hišo.
in so bili popodnevi, ko je bilo tukaj res nabito polno ljudi, vsakič je bila pa ta struktura čisto drugačna. Enkrat je bilo tukaj polno Francozov, ki so navijali recimo za svoje plavalce, drugič je bilo zelo veliko Slovencev, ki niso ujeli tekme v živo, druge pa so pač tukaj navijali skupaj z nami. Tako da takih trenutkov je bilo res, res ogromno, no, ampak verjetno bom ponovil besede še kakšnega od kolegov, če bom rekel, da je bil najtrenutek tisti, ko so medalje prišle na oder. Igre 33. olimpijade bodo končane v tem večeru. Ekipa Vala 202 pa vas pozdravlja in že zdaj kliče na slišanje ob naslednjih radijskih podvigih.